Živjo. Živjo. Evo takole večerja, midva imava najine stotinke, najin mir, ko sta otroka odšla spat. Že več kot en mesec je, odkar smo takole zaprti v naših 73 kvadratih. Se kar pozna, malo je. In v teh dneh sva praznovala 7. obletnico poroke. Letos bo tudi 12 let najine skupne hoje. In hvaležna sem Bogu, da sva v tem času vlagala v najin odnos preko zakonskih skupin, preko seminarjev in da tudi najin odnos dajeva Bogu, da naj ognete in da naj ustvarja. Ja, jaz sem ravno ta teden v časopisju bral en članek uglednega psihiatra, ki napoveduje, da bo po koncu te izolacije tretjina zakonov partnerstev, vključujoč prijateljstev, šla narazen. Zdaj, tej tezi potrjuje tudi podatek, da se na veliko angažirajo odvetniki za ločitve, ko bo enkrat vsega tega konec. In jasno je, da ta situacija, v katero smo padli pred dobrim mesecem, kar čez noč, pomeni za ene raj, za druge žal pekel. Zdaj, ali je to pekel osamljenosti ali pa mogoče še huje pekel bližine. In jaz v teh trenutkih čutim res eno veliko hvaležnost. Res sem hvaležen predvsem Ines in pa Dižu. Ines zato, ker me je pred leti zvlekla na te seminarje pa na zakonsko skupino. Namreč zdaj, če gledam nazaj, se spomnim, da sem na teh seminarjih, na zakonskih skupinah slišal kakšno misel koga, kakšen stavek, ki mi je dal misliti, s katerim sem se ukvarjal potem veliko naprej. In nenazadnje zakonska skupina pa seminarji niso čisto nič drugega kot pa priprava na preizkušnje, recimo tudi takšne, v kateri se trenutno nahajamo. No, in pred korono sva imela možnost, da sva se še udeležila Diževega seminarja Pomagajmo nositi bremena drug drugemu. In na tem seminarju smo spoznavali zgodbo egipčanskega Jožefa. Njemu so se godile krivice že od same mladosti. Bratje so ga prodali v suženjstvo, po krivici je pristal v ječi. In lahko bi se spraševal, zakaj jaz? Zakaj nekdo drug? In tudi danes, ko smo takole zaprti v naših stanovanjih, se tudi jaz včasih vprašam, zakaj ravno sedaj, ko se pripravljam na porod, ko bom mogla iti sama roditi. Mogoče se nekdo sprašuje, zakaj ravno sedaj, ko mi posel cveti. In vsi tej zakaj, kako na njih odgovoriti? Jožef je Gospodu zaupal in Gospod je to obrnil v dobro. V bistvu je iz tistih vseh krivic pripeljal ravno do tega, da je Jožef rešil svoje ljudstvo. No, na nekatere izmed teh vprašanj pa sem prepričan, da bo znal tudi odgovoriti Dižev spletni seminar, na katerega vas res toplo vabiva. Gre za nekaj novega, gre za nekaj potrebnega. Spodaj na tej povezavi se prijavite nanj. Do 27. aprila so prijave odprte, 30. aprila se pa začne in verjeli ali ne, pride direktno k vam domov. Tako da midva vas lepo pozdravljava in upam, da se na seminarju tem ali pa na katerem drugem še srečamo. Adijo, srečno.